Dobro jutro vsem skupaj. V marec se prebujamo, ne? Ponedeljek, katerega pa smo 6. marec, ne? In evo, začnemo pravzaprav šele 6. marca. Ja, ne more, človek se more ponovno roditi, nekaj more crkniti, pa se more kaj roditi, pa tako sej imamo. In marčevsko prebujenje in prebujanje je tukaj, ne? Ampak zato, ker smo bili dovolj pridni, vsi skupaj, a ne, iz našega plemena, lahko rečem, da je marc čas radovanja in radostujmo, ali kako se temu reče. Ej, vojna je končana, kabala pada na glavo, nam je jasno. Nima več nobene šanse se ta zver postaviti na noge. Ne? Zelo, zelo bedno jim je. In farmacevtom, in doktorjem, in bankirjem, in odvetnikom, in sodnikom, in še marsikomu. Vsem je bila obljubljena imuniteta, ne? Pa jo zapisali niso pa nikamor, ne? Zdaj jim je pa vroče. Verjamem. Vendar, še enkrat, vsem vse odpuščeno, samo morajo mičken. Zdaj tisti, ki pa ni pripravljen korigirati stvari, pa pač mora iti pred strelski zid, sploh ni druge. Če drugega ne ve ohlajevanje. Sej načeloma človek ne sme vzeti življenja drugemu živemu bitju. Ampak kljub vsemu, to so bili nam nevarni ljudje in je prav, da grejo za kraj. Ne? Nismo mi niti za maščevanje narejeni, kar se pa našega, bomo rekel, manjšega osebnostnega kroga tiče, je pa distanca nujno potrebna. Ne? Maščevanje ne, distanca ja, oprostiti ja, pozabiti ne, pomagati, ko se človek odloči da, nekomu tupiti svoje, ne, ker ne gre. Jaz oddajam od sebe. Tist, ki vzame, tist, ki resonira, kdor pač ne. Naj vam povem, po notranjski se o meni govori veliko več, kot si mogoče mislite, ali pa kakor sem si sam mislil. Ampak v ksihce mi pa noben ne upa reči, ne, pač strahopetci, abuzerji se reče po angleško, tudi, kako se abuzer je, posiljevalec, ne, izkoriščevalec, pijavka. Te abuzerji želijo, da so stvari ostanejo skrivnostne, ne, in pazi se, sem si napisal, da stvari ostanejo skrivnostne, ne, noč govor, tako ne. Čakaj, sem si napisal, abuzerji, nekaj sem se... Ja, valjda, zato ker sem si drugače shranil, na 2 kosa sem si shranil, pa imam tako, ja, tako. Narcist pričakuje, da boste ostali tiho, da bomo ostali tiho. In pazi zdaj, bom probal prevesti. Žal mi je, ker sem te prizadel, preklet narcist, ker sem vsem povedal, da si psihopat. Nisem jaz vedel, da je to skrivnost, da si psihopat. Se zastopimo. Oni, ko poveš, da je od zadaj ni v redu, potem je on užaljen žrtev in on reagira in te oserje v združeno sranje in vsi združno serjejo po tebi, med sabo se pa tudi ne marajo, ker nimajo drugega in oni imajo samo en interes, da skupno sovražijo. In sovraštvo je njihova vrlina, ne, bravo, super, ne, super, ampak super na tak način gledamo, kako se bo zlo v ljudeh sesulo samo vase. Sem prepričan, da vse čaka. Tiste, ki imamo čiste namene, se nimamo česa bati. Tiste, ki so pa imeli slabe namene, pa čaka streznitev. In jaz mislim, da bo obdobje velikega sramu. Ne? Ko bodo spoznali, kaj so počeli, ko se bodo zavedli, da skrivališča ni več, ko se bodo zavedli, da ni več ozadja, ki jih naj bi bekapiralo, nekako ščitilo hrbet. Tega več ni. To je tisto, kar pravim, lahko se mi že veselimo in praznujemo konec 6000-letnega suženjstva. Halo? Pa niso to heci, moramo res dojeti veličino, kaj se dogaja v ozadju.
v isti sapi pa veličino našega biti in moč neskončne energije, ki se ji reče ljubezen. Mnogi so se norčevali in posmehovali ljubeznim. Niso marali, da imamo mi ljubezen, pa makar do psa. Vsej družinski razkoli, to je vezano na njihovo osnovno idejo, deli in vladaj, razturi osnovno celico in zaradi tega to vključitev, ne, v zadnjih desetletjih, ne. Tudi sam sem bil del tega, no pa je bil vzrok drugi, ampak okej, vse v redu. Dobro. Še ena stvar. Upam, da imate zvok in sliko kot se šika, ne? Zato, ker jo posnamem, pa potem uploadam. Vsi live Madonca imajo tokenih težav, na katere pač jaz ne morem vplivati, ne? Pač je linija, kakršna je, s tako hitrostjo, kot oddaja. Jaz sem vse to dovolj velike kapacitete zakupil. Ampak, glej ga zlomka, ob nedeljah pa kar nekaj zjutraj nagaja. Zdaj mi bodo probali razložiti, da je bil velik promet, a ne? V nedeljo zjutraj ful velik promet, ne? Ja, vse službe ugasnjene, pa ful velik promet. Ni to tako. Mi je ob tem zanimivo, koliko liveov se že borimo s temi linijami, s temi zvoki, s temi slikami. Vedno se na to še bolj pripravim kot na, rekel, ta dnevna snemanja. Pa pol se poslušam, pa gledam, a ni škoda, kad bi v luft vrgel 1 uro pa pol. Pa tako si želim interakcije, tako mi je good. Res bi rad dal ljudem določen, bom rekel, nabor informacij, situacij in tako ob nedeljah za vse, a ne, pa tako pride ven. In valjda je res neposlušljivo in človek se obrne pa reče, jaz pa to ne bom. In kaj je še najhujše, jaz nimam niti možnosti tega kakorkoli popraviti, ne. No, ampak naj bo to pokazatelj, kako ostalim govornikom in širiteljem resnice, farizejskim, zvok in slika štima v piko, vedno, nikoli, vsi livevi so v nulo, ne. Vse je to perfektno, javljanja, kot kjer češ, kar češ, vse je v nulo. Pa noben od teh ni ne audio, ne video inženir, kar jaz sem. Jaz sem ogromno z zvokom delal in sliko in video materialom. V živo in ne v živo, prek satelitov, prek optik, prek ne vem česa, prek LTE-jev, svašta smo počeli. Fuzbal tekme smo na LTE pelali, jaz pa ne morem enega live odpeljati v SD kvaliteti. Mislim, pa kaj je zdaj to, smo golobi nosijo signal ali kaj. Ampak okej, mora tako biti, očitno, in mi je všeč, ker se farizeji razkrivajo, ti lažni glasniki, na katere sem vas opozarjal, pa da ne bo kdo mislil, jaz sem iskal že v avgustu, ne še prej, maj, juni, julij, tam nekje sem iskal enega konkretnega sogovornika, sem rekel, škoda, da sem sam, dajmo se res združevati, pa bomo močnejši, vsak svoje področje pokrivamo pa tako. No, pa sem po enem mesecu ali pa 2 mesecih iskanja rekel, dragi Matej, ti ostani sam, sebi zvest, da se ne boš slučajno s kom zapetljal, ker se je izkazalo, da s komerkoli sem prišel v stik, se je dosti hitro izkazalo, da nismo mi na istih valovnih dolžinah, in do danes se ni nič spremenilo. Ne? Jaz sem se zaradi tega, da nimam konfliktov, izognil imenom, pa valjda je prav, mi čistih namenov ne šimfamo, pa ne, kaj se je pa slika ugasnila? A si ti moraš misliti? Bomo dali pa tako nazaj. Ki sem pa ostal, da se je mnogo ljudi, ne vem, ja, nisem hotel imen, ker nisem hotel konfliktov, ker mi ne šimfamo in nisem čist razumel, zdaj pa ja, pusti, ti sam pustiš, počakaš malo, potrpljenje je božja mast.
In ja, bolj kot čas mineva, ne, bolj zdaj oni kvačkajo sami sebe v tisto samo pogubnost, kjer ne bodo mogli več igrati. Še enkrat, da se kopirati besede, ideje in filozofijo, ne da se kopirati energije. Ne, evo, jaz vso mojo energijo podprem z glasbo, za razliko od koga še, pa je v glasbi mnogo. Mogoče pa glih zaradi tega, ker tako lepo vem, bodo zdaj začeli še muziko podlagati. Enega sem že ujel, ne, že dva, ki nekaj sta probala z muziko, pa njim ne gre najbolj, ampak okej. Vsak zase ve, kaj dela, ne? Kdor dela dobro, naj preživi, kdor dela slabo, naj se mu zgodi, kar se mu mora zgoditi. In torej jaz vseh teh naključja, ne? Nedeljskih ne jemljem tako naključno, ampak mi je jasno, da je to načrtno metanje polen, zaradi tega, ker oni so imeli vpogled v 1001 stvar in iz pozadine se da na mnogo stvari vplivati. Jaz pravim, mikrofon se kar sam prestavi, se klinac sam prestavi, linija začne trokirati, kar sama, dejte ga srat, no, zakaj pa lahko vsak film gledam brez težav, ne, mislim, torej download pa upload, sej, ne. Nima veze, vse je v redu, glavno, da če mi je blazno všeč, da suportirate kanal, da živimo, da lahko delamo, da lahko čisto glavo sestavljam vam material, ki ga z veseljem in če moram nekaj dati, je to in dajem. Vzpodbujam vas, da tudi vi date od sebe tisto, kaj imate iskro, skupaj smo eno, to sem probal včeraj tudi definirati s tisto voščilnico. Skupaj smo eno, vsak s svojimi znanji, mi naredimo celoto. Dajte funkcionirati. Obmolkani so jagenčki, farmacevti in doktori in ne vem kva, ki so krčali, kako je to vse super cepljenje in ne vem kaj, ni težav in da. Oni so utihnili, ne? Ampak to še ne pomeni, da moramo tudi mi biti tiho, kajti mi smo tisti, ki sporočamo resnico naprej, da je šlo pač za genocid, prevaro, natego, laž. Že počasi izgublja ta teoretik zarote kot neki butu-tutu, ampak smo teoretiki zarote, postajamo kompetenten ver informacij. Ja, če dalje več ljudi štrumfa svojo glavo, hudo nekaj ne valja in tudi oni bodo realizirali v svojih glavah, v kakšno ukano in past so pal. In se bodo zbudili, nič bat. Sej, še enkrat, mi smo rekli, kako so ljudje butasti, ne vejo. Moment, vejo, ampak se delajo neumne. To je njihova strategija bila, nič bat. Če nekdo reče, nič ne vem, predvsem, dajmo zastopati, če propada Rimsko cesarstvo, na vseh kotih lahko mi vidimo, kako to propada, ta Babilon, in nekdo reče, to me pa ne zanima, stari, on je z njimi, stari, zdaj pa dost, on dela za njih, z njimi in ne rabite mu nič več razlagati. Naj se sam pripelje do končnega unga v kozjem rogu, ko bo ugotovil, ojoj, vsi so me zajebali, se naši teoretiki zarote so imeli pa prav. A ti vidiš, tle je skozi slika zadaj, razen kadar jaz snemam video, mislim, ne mi en reče, kako je to vse slučajno, ne? Ampak ni panike, bom jaz to popravil, nemudoma, ker to je res je noro, evo, bom dal takole, nič posebenega, nisem slika, ne se vrti, pa se ne, veš, jaz se ne sekeram dosti, sploh. Zaradi tega, ker vem, da sem na pravi strani in ne bom popustil niti milimeter. Celo še bolj, jaz sem šel čez svoje govno sam, zaupal sem vesolju. Če bi poslušal negativce, potem se tega ne bi šel, ker pa poslušam pozitivce, to ste vi,
pa ta feedback nazaj mi daje dodatne potrditve, da smo na pravi poti in da počnem prav in da niti pod točko razno se ne ustavim ali niti pod točko razno, da bi šel en korak nazaj, kvečem rajš kakšen decibel bolj na glas, a ne? Pa bolj jasno, da ne bi ljudje rekli, da niso razumeli, mar ne? Ko smo glih pri razumevanju, jaz verjamem, da mnogi od vas ste včeraj vztrajali kljub temu res slabi kvaliteti, zaradi tega, ker ste že strenirali nek del svoje pozornosti. Želite dobiti message, če tudi je, kakršnokoli je, ker veste, da noter se skrivajo sporočila in neki nasveti, ali tako, ali pogledi, ali način razmišljanja, ali pa neke razjasnitve. In strenirali ste že pozornost. Pa ob tem razmišljam, ma ti videi kratki, smešni, kjer naredim popačen glas, ne? Tale glas je čist razumljiv. Popolnoma. Pa mnogi pravijo, da se me nič ne razume. Ampak to so tisti, ki nimajo dovolj razvite pozornosti. Brez žalitev, da ne bo kdo mislil, ampak kdor je dovolj pozoren, lahko posluša ta vokal, kdor ni, mu ne gre. Se zastopimo. Čist simpel. Kakšne ugotovitve nazaj zaradi tega bom jaz, kljub temu, da imam nek glas, pa ne, bom jaz kljub vsem igral z popačenim glasom iz principa, da vzbudimo pozornost. Ne? Torej, Turšič vzpodbuja tudi pozornost in to na tak način. Džabe, da sem 60krat rekel awareness. A sem rekel samo 60krat, najbrž 600krat, ne? Torej, pozornost, bodi pozoren na stvari, ker nič ni tako, kot izgleda. Treba vse dvakrat pokukati, mislim, too much. Dobro, farmacija si je želela imuniteto, to veste, pa medicina nič ne bo, marsikdo mu je bila obljubljena imuniteta, nič ne bo. Problem nastaja zdaj, ker banke nimajo gotovine, s katero bi pokrile te nagradice, a ne, za vztrajno delo. V neke tabele vam pada, kakšni denarji so šli v maloro, kakšni denarji so bili raztalani v času koronskih dodatkov. Cifre take za znortne. Seveda imajo in avtočke in hišice in vse sort imajo, no, sej so, eni so se kar s temi koronskimi dodatki izdali, da so del njih, ne. Logično, če bi bilo tako, pa bi vsak dobil kaj od tega, pa ne tako. Nekaterim da, drugim pa pač nič, ne. Ne moreš verjeti, ampak nič hudega, vse okej. Banke nimajo več denarja, ker je tiskarne denarja ne delajo več, tako kot marsikatera podjetja ne delajo več, ne. Predvsem ta satanistična in bodo vsa propadla, nič bat. Prehrambene industrije, ki niso delale za nas, grejo v maloro. Vse se bo očistilo. Počas najprej moramo ljudje zaznati, da smo že zmagovalci in da smo že premagali narcizem, ki se je posmehoval iz tega, kaj je nam najbolj sveta stvar, in to je ljubezen. Res so se norca delali zaradi tega, ker jo sami nimajo. Oni gojijo sovraštvo, kar je v bistvu razdiralna sila, mi pa smo zdaj se počasi naučili v času korone res delati na ljubezni, do narave, do sebe, do vsega in vsega. In to je pa magnetistična sila, kakšen izraz sem najdel. Magnetna sila, ne magnetistična. Satanistična, bolj takoj začne zveneti tako, ne, ni, ona je naša, božja. Tako, no skratka, banke nimajo več dinarčkov, da bi pokrile in zdaj bo rom-pom-pom, ne, ker bodo rekli, zdaj pa veš kaj, jaz pa ne bom več delal za vas, če mi ne plačate, ne. Zdaj to je ta svet norosti, res, oni so iznakaževali človeka, da ni več sebi podoben. Pravijo, vsi različni, vsi enakopravni, mora biti za vse enako, LGBT in to, ne.
če si transspolnik, nič hudega, a ne. Ampak pazi, če bi dal na samotni otok 100 transvestitev, ne, se pravi, ja, 100 transvestitev, pa 100 moških, ne. Ne, bom drugače začel. Če bi dal 100 moških, pa 10 žensk na samotni otok, bi imel čez 100 let civilizacijo široko. 100 žensk bi komot 10 moških poplodilo in civilizacija bi šla lepo naprej. Dokler pa imamo mi 100 transvestitev, pa 10 tipov, je pa po 100 letih tam 110 moških okosti in ni civilizacije. Zdaj mogoče razumemo, zakaj so oni tako se šli transgender, kako je to super pomembna stvar, ne? Ni, oni so tel civilizacijo zradirati, oni so nas tel narediti sterilne, oni so nas tel pobiti, ampak nikaj duša itak ni telo, a ne? In ne moreš ga ubiti, ne? Ti ga ubiješ, samo ta duša pride nazaj, reinkarnirana pa je. Zdaj, skozi vsa ta življenja smo se učili in upam, da se bodo tudi ti, ki so delali slabo, zdaj kaj naučili, ko se bodo k nam vrnili nazaj. Ja, ni kaj. Jaz mislim, da bodo nekateri še rabili se iti v čistilni servis gor. Skratka, to sem že, zdaj pa bom vam povedal še tolele, a ne, da če vas nekdo tretira slabo, si zapomnite, da je tukaj nekaj narobe z njim, ne z vami. Normalni ljudje ne gremo naokrog in uničujemo ljudi. Ja? Torej, če te nekdo tretira slabo, ne, pa išče tvoje triggerje, pa ti nabija kaj noter, pa te provocira, mogoče celo na easy način, a ne, veš, on te provocira na počas, a ne, no, tudi s svojo počasnostjo je provokacija, ne. A veš, dajte razumeti, da mi smo hitra bitja. Meni je ta svet zelo počasen, ko opazujem, če bi... Pa jaz, če grem na katerokoli inštanco, pa ne si bo štacuna, pošta, upravna enota, pa ne grem zaradi tega, ker mi je bilo slabo od nekdaj tam noter. To je vse hitrost ranjenega polža, mislim. A veš, poslušam debate, predno se tukaj zmenijo, ja, je kaj je že bil, alo, stari moj, to cajt jaz naštrcam že tri teme imam odprte, se zastopimo. Naši možgani ful hitro klikajo, kadar jih užgemo iz pravega resursa, ne. Kadar utihnejo usta, lahko utihne tudi ne, če utihnejo usta, slišimo z ušesi, kadar utihne slišimo s srcem, ja. In možgane imamo zato, da jih nucamo, da povezujemo pikice, ampak ne, da jih zdaj pa tukaj v možganih v čustveno gajbo vtikamo, ne. Ne, to možgani rihtajo, čustva so pa za druge stvari, ne. Nujno potrebna gonilna atomska sila, ne, se skriva v čustvih. Ja, mi smo sposobni, kadar nas kdo rani po čustvih, smo sposobni poklati in tle so nas čakali, se pa ne znaš brzdati, si pa čustvena razvalina. Ja, če me ne bi dosekiral, bi lažje preživel. Ok, sej to itak ne rabimo najbrž več razlagati. Vsak se lahko zmoti, tudi zdravnik, tudi farmacevt, tudi vsak znanstvenik bi se teoretično lahko zmotil, tudi vsak politik se lahko zmoti, tudi človek, vsak se lahko zmoti, ampak da so se tako družno in enako zmotili v času korone, pa je dosti dober pokazatelj, da so imeli vse organizirano, planirano in načrtno organizirano za izvedbo genocida. To je bila ideja kabale, satanizma, kot čist zadnji udarc, zaradi tega se niso več skrivali in so se tudi pokazali. Medicinske sestre so razlagale, da je korona pa polne bolnice, v isti sapi so pa uspele plesati razne te plese, koliko sem jaz tega videl. Dobro so se norca brili, sem vam rekel, oni ne samo da ne vejo, oni so se režali nam za hrbtom, ker so vedeli, kaj delajo in da mi ne opazimo. Norca so se brili, ne? A se zastopimo.
in nam razlagali, da smo nori. Ja, smo norost, ja. Imamo mi norost, nič bat, jo bomo že dali takrat, ko bo cajt. Mogoče še tole, da narcisi imajo svoje skrivno življenje, imajo dvojni obraz, ki se pokaže perfekten v publiki, ne, med ljudmi. In to je ta slika, v katero največ ljudi verjame. V sencah, kjer nihče ne vidi, pa delajo gromozansko škodo družinam, prijateljem in vsem tem, ki živijo okrog njih. To je narcistična motnja, je ratala v tem sistemu standard, zaradi tega, ker narcizem je direktna grožnja. 10 narcisov pa en zdrav človek ima, da se ti spipa, da pobiješ in greš v čuzo. Res, oni pač, to je toliko provokacije, tak zločin nad človekom, da je za znort. Ampak nikoli ni bil ta zločin nek predmet debate v nekih sodnih dvoranah. Ne, problem je bila reakcija, ne. Torej, že sam point, kdo je krivc, se išče. S tem, da laž ni bila nikoli kaznovana, ne? Še to. Ja, in mnogi, tle sicer Gandhi je napisal, da mnogi ljudje, predvsem nevedni, te želijo kaznovati, ker govoriš resnico, ker imaš prav, ker obstajaš. Nikoli se ne opravičuj, če imaš prav ali če si pred svojim časom. Če imaš prav in to veš, povej, kar razmišljaš, tudi če si v manjšini. Resnica vedno ostaja prava resnica. Gandhi rekel. Zdaj mene zmoti edin ta zgornji del. Mnogi ljudje, predvsem nevedni, te želijo kaznovati. Ta nevednost, ne delaj se neumnega, ni iz trte zvita. Oni se delajo neumne. Je res, to je strategija njihova. Jaz sem tu še tako daleč noter, in spet ne bi verjel, če mi ne bi ljudje masakrirali direkt na prvo žogo, se pravi direktno. In poznam te igre in me ne bo več noben majmun pelal scat, ker res, toliko sem sit tega kozlanja njihovega idiotističnega, da je čas, da jih razkrijemo. In seveda valjda me ne marajo in se me bojijo, ne? In po drugi strani pa strahopetno vse to za hrbtom, tako primitivno, ne? Daj povej v kamero, Turšič je pa se zlagal kaj. Pa še dajmo malo še kaj, od kje si zvlekel stvari, ne? Ker Gandhi ima prav zame, ne? Gandhi, jaz mislim, da je bil kar naš mož. Tudi njega so hteli kar pobiti, ker je reševal ljudi, ne, tako iz suženjstva. Bodite zelo previdni, kajti včasih so vaši prijatelji tisti, ki držijo sovražnika obveščenega o vas. Ni vsak prijatelj. Mnogo prijateljev se izdaja za prijatelja. Se delajo, da so prijatelji, pa niso to. Ne. Predvsem deluje stvari po ključu, najprej ti pomagam, pol te držim pa v šahu. To je kredit, je vsak tako narejen. Vsaka pogodba za nedoločen čas je tako narejena. Pa dalje. In pa evo to, še to, mičkam, da ste pozorni v življenju. Če ima nekdo čas za zavist, to pomeni, da se njim njihovo življenje ne dopade. Ne? Bodite pozorni, to je Elija Pekica Pagon napisala, ne? Če zdaj komu ta podatek kaj pomeni. Torej, če ima kdo čas za zavist, to pomeni, da ni zadovoljen s svojim življenjem in ne bodite zavistni, ker ne veste, kaj kdo ima in kaj kdo nima. Predvsem bodite navdahnjeni s tem, kaj nekdo dela, kaj nekdo ima in kako on živi in kakšno energijo oddaja, da vam je vzgled. In sploh, če vam pove, kaj morate za to narediti. To je pravi vodja.
Tako, zdaj mi smo rekli, da je združevanje kričijo farizeji v razdruženja, družbe, organizacije, družno so oni obdelovali poštene ljudi in to so bile lažna združevanja. Ideja sveta je bila deli in vladaj, skregaj jih med sabo, podtakni jim nekaj, da se bodo skregali in so nas skregali, predvsem iskrive in iskrene ljudi, do te mere, da nismo niti drugega med sabo uspeli poznati. Jaz pravim, mi smo že združeni. Vsi, ki v srcu dobro mislimo, sam poznamo se še ne. Aj prav. Se mi zdi, da ta oblika združevanja je najbolj top, torej se moramo sam prepoznati. Torej, če neka informacija, neka vsebina vibrira z vami, dejte se oglasiti pa stisniti like ali share, pa to ne pomeni moje vsebine, ampak vsebine, ki jih srečate, ker vsak, ki je lučka, se trudi biti osvetljen, se trudi pokazati, ne? Zato tudi jaz marsikomu polajkam in pošeram stvari, zato da potrdim. In dejte ne biti prestrašeni, ker ni potrebe po nikakršnem strahu. Dotle smo pripeljali, 3 leta korone se jajcamo in po 3 letih je ta kabala v strmem padcu. In mi smo zmagali, gotovo je. Gotovo je, mi lahko samo še opazujemo zdaj, kako eno tono sramu, gledanja v tla in izmikovanja, ker skrit se več nimajo kam. Opazujte, mesta so prazna. Zakaj? Ker jih je sram. Ker vejo, da so zajebali in to konkretno in da so izdali ljudi mnogo. Oni to vejo. Ne? Zato pa jaz ni kaj povedati, moramo, da vemo. Jaz sem rekel, maščevanje ni naša naloga, oprostiti zagotovo ja, odpustke bomo pa mi potalali, ja, sam bo treba pogledati nam v oči, ne, a ne, ker za hrbtom govori, da naenkrat, da Turšič ni toliko bed, tega ne bodo začeli, ne. Oni se bodo skrivali do zadnjega, samo enkrat bo treba ven iz luknje priti, bo zmanjkalo špeže. No in v bistvu, če obstaja kakšna delitev, ta prava je delitev na ljudi, ki verjamejo v sistem, ne, oziroma ljudje, ki podpirajo sistem in ljudje, ki sistema ne podpiramo. Ne, sistem je morilec. Ne moreš morilcu dati keša v roko, da te bo umoril, ne? Oni so nas morili počas, dolgo časa. To zdaj COVID je bil samo za grande finale. Oni so nas deformirali v transgendering, v sterilnost, hormonska vzblojenost. Zaradi tega ni junakov, ko bi se postavili na zadnje tačke pa rekli čak. Napadeni smo. Vsi kar vse je pemtiš, memtiš. Ne, mi je všeč, da so vse ženske dobile toliko testosterona, ker ženskam so futrali testosteron, moškim pa estrogen, ne. No, da vse ženske so dobile toliko tega poguma, da v bistvu ženske rešujejo, rešujejo in dvigujejo tisto, kaj bi mogli dvigati fantje, ne, in možje. In detki naši ne bi dopustili tega, kar gledamo zdaj. Niti pod točko raznove. No way. Ja, tako da ničkrat se moramo zavedati, da šola naredi iz pametnega butastega in sistem naredi iz moškega eno pederčino, nekaj, kar nima jajc, niti hrbtenice, niti postavce zase, ne še kamoli še za koga drugega. In ja, kadar začnete svetiti, vas mnogi ljudje želijo ugasniti to lučko in sežgite, ne se sežgejo sami med tem, ko se trudijo. Prav? Torej, mi imamo luč noter in oni bi jo ugasnili in zdaj ne se zažgejo. Ne bo šlo. Naše luči ne bo noben več ugasnil. Ker jim je duh ušel kot iz Aladinove svetilke, jim je duh ušel ven. Nemogoče ga je ustaviti. In to je zdaj mogoče bolj razumljivo. The best is yet to come and nothing can stop what is coming. Torej, najboljša šele prihaja in nihče ne more ustaviti, kar prihaja.
prihaja iz nas ven, neustavljiva sila življenjske energije oziroma ljubezni. Krasna družba je pred nami, krasen svet, vsega bo dovolj za vse, načeloma v prihodnosti denarja ne bomo rabili, vsak bomo dovolj prostora in zemlje in resursov, torej materialov, patente bomo imeli od vodika do etra, do jaz ne vem kaj, vse to bomo imeli, planet bomo mogli počasi očistiti, imamo tehnologijo tudi za to že. Vse je ok, vse bo krasno, smo pa zdaj v prvi vrsti šov, razpada. Biden ima zdaj težave, nič ne more povedati več, robot ugaša. Zadnjič je bil posnetek od tega Soroša, je tudi sam še nič ni več spelov in Q nas je opozoril, pazi, bodite pozorni, oziroma si predstavljate, kako bi bilo, če bi ljudje pozabili vloge, ki jih igrajo. Tu smo, ekipca, odprite učke in se nasmejte temu, kar imamo možnost videti. Odlično so speljali plan, vrhunsko, zelo dobro. Mi je všeč, ker so humoristi in tudi prek humorja obdelujejo samo situacijo, ne s krvjo, ampak s humorjem. Bravo. Tako, nekaj znotraj vas, to je ta svetloba, vas opozarja, da je nekaj več v vas od tega, kar ste in od tega, kar ste sposobni. Poslušajte vi to tam noter. Možnosti so nam vsem predstavljene. Po občutkih gremo, za razliko od reptilskega sveta in tistega, ki je močno vplival na naš svet, je to, da oni ne občutijo, mi pa in imamo občutek. In po občutku kuhamo, ne rabimo mi pretirano receptov, izhodišča, pol dalje pa je stvar občutka. Tudi ljubimo se z občutkom, tudi delamo stvari z občutkom. Tako da po občutku, tam noter je nekaj lepega in ne vem, koliko ste ujeli včeraj, dajte si zapomniti, da občutek je tudi dvignjene kocine. Če uspete priti do tega, da kocine oziroma to mravljinčenje noter uspete prožiti zavestno in ga vzdrževati, ste redki, ki lahko združite levo in desno možgansko hemisfero in v bistvu vzpodbujate kundalini. To je ena izmed razlag, ki sem jo ujel. Dobra mi je, meni to gre, jaz to počnem, lahko zavestno, zelo rad, ker je to zelo lep občutek. Valjda lepe občutke ponavljamo, grde pa odstranimo. Vse, kar grdega se vam dogaja, odstranite. Grde imamo misli, odstrani. Imamo grde odnose, odstrani, nikaj. Mene so stvari nervirale v življenju. Pravijo, sem hitre jeze. Ne, ampak znervirale so me stvari, pa ne toliko stvari, kakor ljudje. In ko sem se jaz od tega distanciral, mene nihče in nič ne vrže s tera, zato ker sem odmaknil negativne stike. So se odmaknili, se je univerz to sam naredil. Tako da, če se vam dogaja, da ste mnogo odnosov pustili za sabo, morate reči univerzumu hvala. Zaradi tega, da imate mir. Sicer so ljudje ustvarjali nemir. In tudi na ulice pridemo se veseliti skupaj, zaradi tega, ker smo zmagali in smo združeni. Bomo vsi tisti, ki smo bomo eno veliko srce. Ampak najprej moramo začutiti, kaj ljubezen je. Tisto, ki vam je bila poškodovana, vsi smo bili, razočarani v ljubezni. To je bilo zaradi tega, da bomo spoznali, kaj prava ljubezen je, da je milijardokrat večja in treba je znati to občutiti, mu prisluhniti, verjeti in zaupati. To je tista vera, upanje, ljubezen. Ta simbol, srce, sidro in pa križec je bil
včasih. Dragi moji, 40 minut imamo. Naj tu končam še za en vic sem vam pripravil. Aha. No, ajde, nikoli ne tolerirajte nekoga, ki uporablja, kar ve o tebi, da bi te prizadel oziroma grajal. To niso frendi. Ja? Nikoli ne tolerirajte stvari, ki ste spoznali, da so bed, ne tolerirajte slabih stvari. Toleranca nas je potolkla in na to toleranco so nas nekje lovili. Nisi. Bom jaz dal toleranco, bom jaz sam določil, kaj bom toleriral. Prav? Evo še tiste, ki znate malo angleško. Jel znaš ti engleski? Ja, perfektno pričam. Pa aj prevodi mi not for sale. To pomeni ni naprodaj. Pa ja ću ti prevest onako. Nije ona za tebe. Sale. Sale, not for sale, ni za saleta. Dobro, ekipca, želim vam prečudovit dan, veliko užitkov ob opazovanju, nič ni čudno, nič ni naključno, vse je namensko in prav je tako. Plan velikih, belih, galaktičnih, univerzalnih sil je mnogokrat večji od sil temačnih in temačni so se ujeli v past, ki so jo nastavili sami sebi. Ja? Mislim nam, ampak bodo oni se znot znajdli. Tako da vsa taborišča, FEMA kempi, ki so jih pripravljali za nas, ki se ne bomo cepili, bomo napolnili s kriminalci, ki so se ukvarjali s preprodajo otrok, belega blaga, adrenokrom, imamo mi še vsega, droge in tako. Vsi ti kriminalci so ujeti, vsi, če drugega ne, so na nišanih, vsi, ne, we got them all, je rekel William Barr, imamo vse. Kaj ne razumete pri tej besedi? Vse. In ne padite na fore, pa naj se pa nič ne dogaja. Pri nas se fejs dogaja, ampak se dogaja za zaveso, ker sicer bi bila panika. Zdaj je panika pri temnih, ker vidijo, da nekaj ne valja, lepo počas, potihem je panika, ampak če bi zakorakala vojska na ulico pa začela pobirati, ne bi bila tako uspešna kot zdaj, ki pobira s kanguji, pa s katrcami, pa s Volkswageni. Ne? Delajo, nič bat, vse je v redu, kdor če vidi, kdor noče, pa ne. Ljudje podpirajo sistem še vedno in bodo krčali čez nas, da ne pa ne razpada. Ja pa razpada, pika, stop, uživajte, zabavajte se, radujte se. Vojna končana. Ajde, čaos.